Generalna skupščina Združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto zadrug, prav tako pa Zadružna zveza Slovenije praznuje tudi 140-letnico svojega obstoja in dela. Vsako leto pripravljate tudi tradicionalni posvet slovenskih zadružnikov v Portorožu. Nam lahko opišete, kaj vse se bo dogajalo v letošnjem letu? Leto 2020 je torej razglašeno za mednarodno leto zadrug. To ni slučaj, kajti v tej hudi gospodarski in finančni krizi, ne samo evropska, ampak tudi svetovna javnost vedno bolj opaža, da ta kruti kapitalizem se je izrodil, da to ni tisto, kar nekako je nekaj pozitivnega za današnji čas, in zadružna ideja, ki ima tradicijo več 100 in več let, nekako se je zopet pokazala kot tista, ki je ta prava rešitev. Mogoče je podatek, da v svetovnem merilu je kar okoli 1 milijarda torej prebivalcev sveta, članov takšnih ali drugačnih zadrug. Zadruge po celem svetu nudijo preko 100 milijonov delovnih mest, kar je več kot vse multinacionalke skupaj. Tako da o tem se malo kdaj govori, ampak prav je, da se ob takšnem dogodku, kot je zdaj, to tudi pove, torej, da se tudi slovenska javnost s tem seznani. Tudi v evropskem prostoru imajo zadruge izjemno pomembno vlogo in število delovnih mest v primarnem kmetijstvu, v zadrugah in pa v živilski industriji, ki je v lasti zadrug, torej je najbolj številčna branža, če tako pogledamo, več kot recimo avtomobilska industrija ali pa kakršnakoli druga industrija, tako da je izjemnega pomena. Tudi v slovenskem prostoru torej praznujemo 140 let začetka organiziranega zadružništva in pa 40 let ponovne ustanovitve Zadružne zveze. Zadružna zveza vsa leta ima pomembno vlogo, kajti zadruge same brez nekega povezanega nastopa seveda izgubljajo nekako svojo identiteto, in če se hočemo nekako širše predstavljati v slovenskem prostoru, moramo biti zadruge združene. 140 let je minilo, odkar so se nekako začeli organizirati v zadruge v slovenskem prostoru. Takrat je bila tudi huda gospodarska kriza, mali podjetniki in mali kmetje so množično propadali, velik kapital je imel izjemno pomembno vlogo v takratni družbi in takrat so mali kmetje, mali podjetniki ugotovili, da če se združijo v zadrugo, se lahko zoperstavijo tem velikim kapitalistom. No in tako se je zadružno gibanje v Sloveniji izjemno razvijalo. Izjemno velik razmak je bil v obdobju med obema vojnama, tudi ko je bila huda gospodarska kriza. Torej zanimivo je to, da vedno, kadar je neka huda kriza, ljudje spoznajo, da morajo držati skupaj, da je prav, da se vključujejo v zadruge. In v bistvu kriza je za zadrugo neka možnost, torej običajno se zadruge v krizah okrepijo. No in tudi v tej krizi, ki jo zdaj pač preživljamo, nekako opažamo, da naši člani ugotavljajo, da zadruge potrebujejo, da kljub tej krizi zadruge seveda imajo težave zaradi drugih, za katerimi poslujejo, da pa se nekako dokaj stabilno držijo, da seveda v tem kmetijstvu in podeželju igrajo pomembno vlogo. Velika večina poslovanja gre preko naših zadrug, kar okoli 3/4. Pomembno je to, da smo večinski lastniki v Deželni banki, ki je pomemben nekako financer tako kmetov kot tudi zadrug. Pomembno je to, da smo zadruge v slovenskem prostoru pomembni lastniki v živilski industriji. V povprečju je največ lastništva v Sloveniji ravno v lasti naših kmetov, naših zadrug, tako vinske kleti, mesna predelava in tudi mlekarne. Na tem področju seveda želimo, da bi še bolj povezali te naše tokove, tako da zadruge tako v zgodovini, kot tudi v sedanjosti in tudi v prihodnosti seveda bomo imele v tem našem prostoru izjemno pomembno vlogo. Zagotovo se bodo tudi na letošnjem posvetu zadružnikov v Portorožu 6. in 7. marca prepletale zanimive teme. Ob tem jubileju smo seveda povabili veliko pomembnih gostov, tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Na ključnih tem bo tudi bodoča skupna kmetijska politika. Tukaj zdaj nekako zaključujemo ta pogajanja v okviru Cope-Cogeca do Komisije za kmetijstvo in visoki predstavnik komisije bo prišel in bo torej lahko iz prve roke povedal, kako komisija gleda na to bodočo kmetijsko politiko. Nadalje bomo temeljito analizirali stanje v slovenskem prostoru, v živilski industriji. Še posebej se bomo dotaknili problematike mleka, torej kaj storiti za povezavo teh naših slovenskih mlekarn. Potem bodo seveda predstavniki
kmetijskega političnega prostora spregovorili o tem, kako bo slovenska kmetijska politika ravnala v prihodnem času. Seveda je pa visoki gost predsednik države Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, ki je potrdil udeležbo na tej naši slovesnosti, kar se nam zdi tudi izjemnega pomena, da to je tudi nek signal širši javnosti, da tudi najvišji vrh slovenske politike se zaveda pomena naših zadrug. Letos pa bo najbrž še posebej slovesno v Portorožu. Letos bo slovesno, kajti mednarodno leto zadrug je letos 140 let zadružništva v slovenskem prostoru in ta naša konferenca v Portorožu bo v vseh teh jubilejih še posebej slovesna. Povabilo se je odzval tudi predsednik države, dr. Danilo Türk, in prijazno vabimo vse, ki so kakorkoli povezani s kmetijstvom, da pridejo in prisostvujejo tej naši slovesnosti. Hvala lepa. Hvala lepa.